Torej, dobrodošli na drugem predavanju Inštituta za delavske študije, na drugem predavanju letnika o vojni, ki smo ga letos pripravili. Zelo sem vesela, da lahko napovem Sašo Heisler, ki nam bo danes predavala o mirovnih iniciativah v postjugoslovanskem prostoru. Saša je pa sicer tudi raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino in je to v bistvu del tudi širše doktorske raziskave. Tako da, Saša, izvoli. Hvala. Zdaj, jaz sem se odločila, da to ne bo pregled, ker je precej veliko stvari, ki so se izdogajale v obdobju od 90-ih do danes in obenem tudi ne bom mogla pokriti vsega. In obenem sem nalašč pustila tudi odprto od 90-ih, ker ne bo do danes ravno. Bomo prišli do neke točke tam okrog leta 2003. Tako da, v bistvu, če se vrnemo za začetek v 90-ta leta, načeloma mirovna gibanja, kakor so bila zastavljena v tem obdobju, so mogla v bistvu delovati v časih izolacije, revščine, embarga, prekinjenih vezi zaradi vojn in vsesplošnega razkrajanja družbenega tkiva. Obenem pa je mladina žurala, ker takrat so bili trendi rave zabave. V tem obdobju, v bistvu, ko so se zaštartale vojne, je nekako se je tudi vedlo, da bo. Tako da bomo videli pol na neki točki, lahko, pravijo aktivisti, da lahko je prepoznati vojno, ko pride, ampak ta del pred vojne pa je vprašanje, kdo ga lahko prepozna in kdo ne. Zdaj, jaz sem začela direktno tukaj z prvo linijo, torej ljudi, prva linija odpora, ki pač so bili mobilizirani takrat, da grejo v vojno in pač tega niso želeli početi, tako da oni so nekako prvi, recimo temu, ki so izstopali, ne, poleg njihovih mam, ker pač mame so tudi branile razne kolone rezervistov. Dejstvo pa je, da v bistvu je bil vsaj v določenih predelih odziv precej majhen, tako da za Beograd se šteje, da je bilo 10% odziva na mobilizacijo. Dosti ljudi pa enostavno ni moglo ubežati temu pozivu in ni vedelo, kako preprečiti to, kar so videli, da prihaja kot nekaj, kar je zadnja stvar, ki bi si jo želeli. In so delali samomore. Tako da en izmed mnogih primerov je v bistvu tudi rezervist Miroslav Milenković, ki v bistvu so ga so ga pozvali, da gre v rat, in je vzel svoj tank, so ga poslali do neke točke, na kar se je on v bistvu, ko je ugotovil, da pač na eni in na drugi strani so ljudje, s katerimi pač noče vojskovati, se je ustrelil med obema skupinama. Ko se začne vojna norija, se začne iz vseh strani in zelo tudi perfidno po eni ravni, po eni strani, po drugi strani pa tudi nihče zares ne more biti izvzet. Vsi so pol na neki točki, cela družba je nekako vpeta. Tole, kar vidimo, ovo je Srbija, ovo je Pošta Budalo, je v bistvu grafit, pač ko se intenzivirajo že te tenzije, ko se začne povsod. Tudi pač, ne vem, infrastruktura, vse nekako postane v vlogi vojne, v vlogi pač perpetuiranja tega vojnega nasilja. Zdaj pa zanimivo je tukaj, ne, ko sem šla malo gledati za Črno goro, kaj se je dogajalo, da v bistvu Črnogorci, ki vedno nekako so se uveljavljali kot veliki bojevniki, in pač je taka neka močna mitologija v bistvu za Črnogorce, da so junaki, ne, junaštvo je ena taka stvar, ki je zelo prominentna, so ravno iz tega v bistvu nekako formirali tisti, ki so, to so bili takrat intelektualci in politiki, pravzaprav tudi strankarski, predvsem politiki, ki se niso hoteli upustiti v vojno, čeprav je bila Črna gora tudi udeležena v različna ratišta. Ampak veliko je nekih govorov različnih politikov, ki so poskušali so v bistvu
nekako to logiko zavračati, ne, po kateri je pač Črna Gora, po kateri je v bistvu del politike želel, da pač ljudi mobilizira v vojna dogajanja. Tako pravi tukaj, da danes je junaštvo ne ići v rat. Ne. Eden izmed politikov, ki v bistvu več teh strank so se združili v nek civilni odbor za mir. Bilo je pa tudi par nekih časopisov, vse to bomo tudi videli, da pač dosti pomembno vlogo so odigrali tudi neki neodvisni mediji. V Črni Gori je to bil Monitor. Tako da poleg teh strankarskih nekih izlivov protivojnega razpoloženja in poleg tistega, ki je strani dejansko ljudi, ki so bili pošiljani, tole vojaki, rezervisti, da grejo v rat, so tudi del celotne te recimo širše pojmovanje mirovnih gibanj, tudi te neke civilne iniciative, ki so nastajale v tem obdobju. Ponavadi je to bila dosti skromna situacija, ko se je ena pest ljudi pravzaprav zbrala, dostikrat so se zbirali v domovih, zaradi tega, ker pač privatni domovi so bili nekaj, kar je bilo še nekako tudi varno, ampak tudi enostavno dostopno, ne. Zdaj pa tako, načeloma, kakor smo zastavili pač protivojna pa mirovna gibanja, tu v eni je to enačijo, jaz bi samo dala tu eno kratko opazko, da to seveda ni ista stvar. Zdaj pač v tem času so v bistvu dosti nekako enačili pojme, so se pa zavedali razlik, ne. Tako da protivojno naj bi pomenilo nek odpor tukaj in zdaj proti tej vojni in je pač precej konkretizirana zadeva in ne rabi biti pa nujno protivojni per se. Torej niso nujno pacifisti, medtem ko pa mirovno je, ko se sredstva vojne ne smejo uporabljati za razrešitev konfliktov in tukaj pač se bližamo pacifizmu. S tem, da različna gibanja so to različno zastavljala, ko bomo videli tudi hrvaški aktivisti so pravzaprav glede na to, da Hrvaška je bila napadena in pač niso tako lahko delovali kot protivojni aktivisti, še vedno so podpirali pravico do obrambe, ne, do samoobrambe, obenem pa so zavračali vojno kot takšno, ki se dogaja tam, ne, in takrat. In zato so potem naredili protivojno akcijo. Zdaj pa tako, druga stvar, ki jo izpostavljajo, jaz sem tu napisala samo izsek, to vprašanje urbano versus ruralno je zelo pomembno, zaradi tega, ker ti aktivisti so dosti, to so bili ljudje, ki so mnogo njih, ne vsi, ampak mnogo njih nekako gravitirali v urbanih centrih. In kot sami pravijo, urbano je pomenilo tudi to, da ti ne nujno veš, kdo je zdaj Hrvat pa kdo Srb, oziroma ne delaš nujno te razlike, medtem ko na vasi se je pa dostikrat tudi zelo dobro vedlo, ker se je točno vedlo, kje so Srbi in kje so Hrvati, recimo, ne. Obenem so se v tem času že soočali z izjemnim naporom takratnih oblasti v Srbiji, torej tiskanje 80 milijard, ki jih je Milošević takrat naročil. To je ena taka znana situacija, ko v bistvu je že jasno, da vse, kar bo od možne infrastrukture, energije, financ, vsakršnih sredstev bo šlo v investicijo za vojno, ne. Na neki točki se bomo dotaknili tudi vprašanja profesionalizacije oziroma izgibanj v NGO aktivizem, ki je bil deležen tudi dosti kritik na neki točki. Ampak za začetek, torej, ker bomo vzeli mirovne iniciative in protivojna gibanja, je ena stvar, ki jo vsi poudarjajo, ta, da pravzaprav je tukaj ključna bila v tem trenutku, v tem obdobju, ko se je vse razdrlo, ko se je vedlo že, koliko je ure in ko so prekinjene bile tudi telefonske zveze, tudi ceste so bile blokirane, poanta je bila, da se ljudje razdelijo, ne. Ključno je bila v bistvu potreba po komunikaciji po celem tem prostoru nekdanje Jugoslavije in potreba potem, da se ustvarjajo prostori svobode. Ravno v tem času tudi očitno, več kot očitno, ideja levice kontaminirana, ker pač Milošević pripada nesocialistični stranki, tako imenovani, nastane neko obdobje ideološke konfuzije, poleg tega, da so skupne akcije onemogočene in tudi ljudje na lastni pleči v bistvu individualno začutijo
probleme, ki so vezani na vojno. To pomeni za novinarje, je to pomenilo velike odpovedi, ukolikor nisi deloval v skladu z neko prevladujočo politiko. Dogajale so se deložacije ljudi, tudi pomilovanja kriminalcev, ki se jih je v bistvu potem nekako vabilo v redove aparata vojne. Ena zadeva, ki je skupna v celem tem obdobju, je, da kdo je bil pa takrat dobro organiziran že odprej, ne? To so bile v bistvu feministična gibanja, iniciative in organizacije, pa tudi, še posebej na Hrvaškem, je bilo ekogibanje, pa ne samo na Hrvaškem, tudi v Sloveniji, pač takrat v bistvu že od časov leta 86, ko se je zgodil Černobil, so se ljudje zaangažirali v smislu nekih zelenih oziroma okoljevarstvenih iniciativ. Ženske pa v bistvu, kjer so že imele pač odprej infrastrukturo, poznavale so se med sabo, dobivale so se redno, so pa dejansko imele vso moč, da nekako izstopijo in nastopijo tudi tukaj kot zelo relevantni akterji, tudi za naprej. Za matere pa, kot sem omenila, pač so bile tudi pač mame, ne, proteste mam, ki niso hoteli pustiti svojih sinov v vojsko, vendarle tukaj je pa ena razlika, da tam je pa umanjkala nekakšna politična artikulacija. Dostikrat pa so bili tudi to nacionalistični protesti. V smislu, moj sin ne bo umiral, ampak tvoj pa lahko. Zdaj pa na Hrvaškem, ne, ena izmed zelo relevantnih iniciativ je pač ARK, ne, antiratna kampanja oziroma protivojna kampanja. Nastala je na pobudo skupine aktivistov, različnih organizacij, tukaj so bili študenti in bomo videli pol še nekatere od njih, skupina za libertatsko iniciativo iz Beograda, Žene v črnem in podobno. Tako da načeloma dosti mlajša generacija kot tisti, ki so v 80-ih delovali, ki so prihajali že iz tistih krogov študentskih protestov leta 68, pa so potem tudi lahko delovali v 80-ih, zdaj tukaj pa pač imamo v 90-ih eno, že počasi prihaja tudi nova generacija ljudi, ki so malenkost drugače tudi politizirani, kjer so seveda tudi pod drugačnimi pogoji vstopili v čisto drugačen kontekst, v neko politično dejavno življenje. Antiratna kampanja je imela sicer za namen, da bi povezovala celoten ex-ju prostor, vendar pa se je zgodilo to, da jih je zadeva prehitela in se je vse zelo hitro odvijalo do te točke, da v bistvu so si priznali, da bodo delovali kot ARK-H, torej antiratna kampanja Hrvatska, bodo pa kontekstualizirali vse, kadarkoli se da regionalno in tudi sodelovali z drugimi skupinami. Tako da v bistvu oni so bili proti neki obči militarizaciji družbe, njihov protivojni angažma ni negiral pravice do samoobrambe. To je pa zdaj tudi zanimivo, mogoče malo razmisliti, če bomo se pogovarjali naprej o tej legitimnosti, ki jo ima nekdo, da se brani, ne, če je napaden. Tako da ja, to je to, kar se je dogajalo v tem času od spodaj, ne. Druga stvar, ki se pa je tudi dogajala, je eno tako obče, kot rečeno, uničenje tega bratstva in jedinstva, v smislu tega, da tudi za nazaj, torej skratka pač uničevali so se antifašistični spomeniki, torej vse, kar je lahko spominjalo tudi na nek bivši sistem, obenem se je dogajala hkrati še repatriarhalizacija družbe in vzpostavljali so se novi, torej te vladni državni organi kot edini predstavniki ljudi. Antiratna kampanja se je pa želela postaviti proti temu z samo organizacijo in samo reprezentacijo. Izdajali so en zelo relevanten fanzin, izhajajo kar dolgo in je dobil za inspiracijo za ta ARK-zin je v bistvu bil Metelkovski M-zin. Tako da tukaj vidimo, da pač te povezave so dosti vplivale. In mi je uspelo v bistvu tudi tiskati dosti izvodov. Na ta način so v bistvu lahko seveda pač širili neko zavest okrog tega, kar se dogaja, demistificirali različne poteze hujskačev in tudi ostajali v stik med seboj.
Ena izmed stvari, za katero se posvečajo vse skupine v tem času, je ugovor vesti. Na Hrvaškem je sicer bil prisoten v zakonodaji ugovor vesti, lahko si se sklical na zadevo, ampak problem je bil v tem, da so zelo hitro v bistvu uvedli rok za ugovor vesti. Torej, če v določenem času se nisi javil, so te pozvali. Tako da tukaj pol se je ARK nekako aktiviral. Obenem so želeli delovati na nek tak decentraliziran način, hkrati pa znotraj seveda kot veliko enih skupin pride do različnega pojmovanja, različnih ciljev, metod dojemanja, razumevanja problema in eden izmed ključnih je bil znotraj antiratne kampanje, ali je to zdaj politični ali apolitični boj. Eni so se borili za to, da ljudje pravica neka ne biti politizirani, drugi pa jih dojemajo pol na podlagi tega kot hrpa hipije, jugonostalgika. Tako da v bistvu se tudi ARK nekako se vzpostavlja kot neka, še vedno kot neka struktura od spodaj, nasproti njemu pa že začenja delovati Hrvatski helsinški odbor kot neka bolj organizirana prava organizacija, obenem pa tudi starejše generacije gredo not delovati. Skupaj znotraj ARK-a deluje tudi Zagrebška anarhistično-pacifistična organizacija, potem tam nastane Zagrebški anarhistični pokret, se bomo na to vrnili. Zaradi tega, ker anarhisti so v bistvu ves čas aktivni in poskušajo vzdrževati kontakte med sabo in si dajati podporo, kakorkoli, na kakršenkoli način se je dalo takrat. Iz Bosne vem, da veliko ljudi je že takrat v bistvu počasi bežalo, torej tisti, ki so bili nekako bolj usmerjeni politično zavedni in aktivni, so že počasi odhajali. Drugo pa je bilo veliko enih skupin, ne bom jih naštevala. Ena izmed ključnih je sicer grupa 484 iz Beograda, tako da oni so v bistvu dosti sodelovali, šlo je v bistvu za 484 familij, ki jih je bilo treba, ki so bili del, pač kot izbeglice, okrog katerih se je tudi organiziralo. In pač ena stvar, ki se tle verjetno ne vidi najbolje, je glede same zgodovine v bistvu ARK-a, da vezi tečejo vse do Svaruna iz leta 86, to je pač ta eko organizacija. Ni jih bilo veliko, ampak delali so neke javne kampanje in performanse že v tem času, potem pa jim je nekako, glede na to, da so se že poznali med sabo, to je bila grupa tudi prijateljev v bistvu, so se aktivirali, mladi, brezposelni, večinoma študenti, so se zaktivirali, da nekako zmobilizirajo tudi čim več ljudi okrog sebe v zvezi z antivojnim delovanjem. Kot mediji zelo pomemben in aktiven je Radio 101. Tukaj se lahko sliši več glasov razuma, recimo, za te čase. Obenem pa, kar je tudi zelo zanimivo, je, da poskušajo po vzoru Slovenije, med drugim tudi nekako se legalizirati znotraj Zveze socialistične mladine. S tem bi v bistvu oni pač pridobili legalno možnost, da delujejo, ker do takrat je bilo to tako, da so šli na ulice, so performirali in protestirali in policija jih je že regularno jih je privedla, potem pa so jih spustili. Tako da ni bilo nekih hudih, kakor sem uspela prebrati, ni bilo nekih hudih konfliktov s policijo, ampak je bil že en standard tega, da se jih je privajalo in spuščalo. Oni so si pa hoteli pač olajšati zadevo na način, da bojo legalizirani oziroma delovali znotraj Zveze socialistične mladine, ki pa je takrat že sama izgubljala legitimiteto, z njimi pa naj bi pridobila legitimiteto. Tako da to je ena stvar. ARK potem začne delovati kot neko jedro, pridružuje se vse več skupin, nekje sem prebrala, da okrog 20, se priključujejo ne samo posamezniki, torej, ampak tudi skupine. In od te točke naprej v bistvu tudi nastane ta zelena akcija, ki gre kot neodvisna lista v parlament in je aktivna še do danes, se mi zdi.
Za začetek pa je tudi seveda pomagala Slovenija, predvsem pa Marko Hren, ki je tudi uvedel koncept nevladne organizacije, pravijo aktivisti, citiram, do takrat jaz nisem vedela sploh, kaj so fundacije, kaj to je. In potem so zvedeli s pomočjo slovenskih kolegov. Poleg ArcZina, zelo relevantna zadeva je tudi Zamir, deluje po principu Bulletin Board System, temu rečejo na tej točki zdaj že kot nek primordialni internet. To je en page, kjer v bistvu so različni pipelini, kjer se folk priključuje s svojimi e-mail naslovi in potem lahko komunicira med sabo. Ključna stvar, ki se je dogajala preko tega, poleg tega, da je pomagalo navznotraj za neko kohezivnost, komunikacijo med samimi aktivisti, pomoč pri organizaciji ljudi med sabo, je tudi v bistvu online missing person services, tako da v bistvu so se tudi ljudje lahko iskali na ta način. Zadeva je delovala kar dosti časa in kar je tukaj tudi relevantno, je v bistvu, da v takšni situaciji, zgodba Zamirja je zanimiva, ker to je bil v bistvu en nizozemski aktivist, ki je bil takrat prisoten, je bil na Hrvaškem in je on svoj računalnik imel tam kot edina stvar, ki je v bistvu povezavo naredila internetno, torej preko tega bulletin board sistema do serverja, ki je bil v Nemčiji, v mestu Bielefeld. In ta server, ki je bil tam, je v bistvu bil računalnik z enim mailboxom, ki je meni se zdi, da je bilo 2,6 giga ali nekaj 2,6 giga prostora za cirka 1700 uporabnikov na Balkanu, ki so se povezovali med sabo in e-mailali. In to res ni veliko. Ta server v Nemčiji pa je bil od 2 umetnikov, v bistvu en par. Tako da veliko tega, kar hočem reči s tem, je, da veliko tega je v bistvu bilo odvisno od posameznikov, pravzaprav. Tako da Zamir je v bistvu tudi bil kakor nek glas navznotraj, kot rečeno, torej, da bi se povezovali aktivisti med sabo, je bil tudi navzven, zaradi tega, ker tukaj so potem v bistvu lahko dajali tudi sporočila za javnost. In lahko so tudi bili kritični do vse več in bolj prihajajoče zunanje pomoči, ki je manj pomagala, kakor je želela. Dostikrat je tudi več odmagala. En tak fizični prostor, v bistvu, ki nastane, je tudi Attack. To je v bistvu nek kombiniran projekt med ArcZinom in Zapa. Zdaj obstaja cela knjiga o Attacku že, ki se lahko dobi, počasi se tudi ta gibanja nekako zgodovinijo, ker drugače podatki so ljudje, ne. Kar je tu relevantno, je, da v bistvu pač en fizični prostor pomeni veliko, to vsi nekako vemo. Takrat se je znotraj tega prostora organiziralo od kulturnih dogodkov preko dela z begunci, sčasoma tudi gibanja proti ekonomski globalizaciji oziroma alterglobalistično gibanje v tem času, proti NATO pakta, tudi knjige za zapornike, nek umestni projekt Reclaim the Streets, akcije, blokade prometa, Food Not Bombs, ki je bil tudi v Sarajevu dosti aktiven. In pač ne bom preveč od teh prostorov razlagala, zaradi tega, ker pač so avtonomni prostori seveda ključni kot en prostor svobode in prostora za samoorganizacije. Ena izmed zanimivih stvari je ta, da tukaj še vedno med Hrvaško in Slovenijo, torej ves čas potekajo odnosi in pač minimum enkrat na teden se gre na Metelkova k tovarišem. Druga stvar pa, tu se izmenjuje znanje, prakse in podobno. Druga stvar pa je v bistvu, da na neki točki v bistvu pade režim, torej ta tudžmanija, kot jo nekateri misleci kličejo, se razpade v smislu tega, da Tudžmana ni več kot aktualnega in pride neka nova politika, pridejo malo tudi novi pogoji za delo, obenem se pa izgubi antagonizem do oblasti, pridejo pa novi problemi in tukaj že počasi je tudi ta kritika denarnih sredstev, ki jih aktivisti odprej dobivajo preko Soroša, to so potem tudi neke spremembe v dojemanju Zahoda in zahodne pomoči. Od štarta je neka kritika, ampak v bistvu
tukaj v bistvu začenja tudi neko samo preizpraševanje, ne, glede vloge sredstev, ki so jih pridobivali v tem času. Tako da to je ena taka stvar. Druga stvar pa je v bistvu, to sem samo hotela opomniti glede prostorov, ne, da so zelo relevantni in da so manjkali dostikrat. Ena druga stvar, ki se je spremenila, ker se je tudi pač kontekst spremenil, tehnologija, tudi letaki in peticije. Na neki točki je v bistvu nek zahodni aktivist komentiral nekemu lokalcu, ki ga je policija pretepala zaradi nekih letakov, da v bistvu da na tej točki na zahodu je pač neka inflacija teh letakov in da noben več ne more posredovati sporočila naprej in da kao bodite srečni, ker vaši letaki še nekaj pomenijo. To je bila neka izjava. Druga stvar, ki je bila v bistvu bolj relevantna, je ta, da so ljudje, ko so pošiljali razne pakete v Bosno, takrat, ko se je začel rat v Bosni, so v bistvu tudi tihotapili te časopise in zine in vse, kar se je dalo, zato da ljudje pač vejo, citiram še spet nekega aktivista, da vejo, da nismo vsi nori. Glede samega zamirja, Paul Stubbs je en raziskovalec, ki je delal nek pregled, opiše, kako v bistvu je zadeva prešla v nek NGO počasi. V bistvu vmes Zamir postane tak internetni provider na neki točki. Tle pa vidimo že ta letak, v bistvu, da se podpiše peticije in da se gre na proteste proti Miloševiću, tako da zdaj bomo šli v Beograd oziroma v Srbijo. Tukaj je Center za antiraktno akcijo eden od aktivnejših. Kot rečeno, veliko je iniciativ, jaz sem sam našla te, ki so najbolj prominentne. Za razliko od Arka gre tu za eno starejšo generacijo protagonistov. Obenem tudi oni se aktivirajo glede ugovora vesti, protivojne demonstracije tudi organizirajo, tudi oni delujejo za začetek v privatnih stanovanjih, organizirajo mnogo enih protestov in tudi koncertov. Zadeva se potem tudi razvija naprej, vse se počasi institucionalizira, med mediji pa so relevantni B92, tu so še Republika, pa še neki časopisi, ki jih bomo pol tudi omenili, Naša borba in podobno. Ponovno je vse odvisno od posameznikov, dosti ljudi se zbira v gledališčih, v nekih klubih, v picerijah in podobno. Tukaj pač razlagajo, da ta Ivan Stambolić je v bistvu bil, ki je potem umorjen, ker naj bi bil konkurenca Miloševiću, je omogočil pač tudi neko to sodelovanje, srečevanje ljudi v bistvu. Hkrati se dogaja tudi dupliranje akcij, fragmentacija, ideološki razdori in Center za antiratno akcijo na neki točki zapustijo aktivistke, ki niso zadovoljne z različnimi potezami znotraj delovanja Centra za antiratne akcije in formirajo Žene v crnom. Žene v crnom so bile tu mesec pa pol nazaj. Tako da ne bom veliko o njih govorila. Načeloma so se organizirale skozi performansov, v bistvu pa z inspiracijo imajo samo organizacijo žensk iz Palestine in Izraela, ki že leta 1988 v bistvu se združijo in skupaj izstopajo oblečene v črno na glavnih križiščih. In na ta način v bistvu izražajo, držijo tudi seveda pač banerje proti okupaciji in izražajo v bistvu svojo enotnost Palestinke in Izraelke in seveda opozicija tej politiki okupacije, genocida, apartheida in slično, oziroma podobno. Skratka, in Srbkinje v bistvu v povezavi z italijanskimi aktivistkami so pač na vezi, vzpostavijo tudi one gibanje oziroma organizacijo Žene v crnom. Aktivne so v bistvu vsak vikend grejo protestirati, potem se to razredči skozi čas, še posebej po padcu Miloševića. Doživljajo represijo, načeloma so tudi aktivne v delu z begunci. Povežejo se pa dosti tudi s kolektivom Škart,
iz Beograda, ki potem gre v Sarajevo. Tukaj se vzpostavi tudi veza z aktivisti iz Skopja in vsi se ukvarjajo v bistvu z delom z begunci. Razne delavnice v kempih so prisotni ves čas, omogočajo nek prostor izražanja ljudi, tudi pomagajo čisto materialno in podobno. Zdaj pa v bistvu tukaj je zelo relevanten še pokret za ekologijo in mir Pančevo, ki nastane v bistvu še preden se v Beogradu začnejo veliki protesti. V Pančevu so tudi, mislim, da Pančevske novine ali pa Pančevski radio, ki odigra zelo pomembno vlogo pri tem, da ljudje stopajo skupaj in pač zavračajo vojno propagando. Obenem pa Žene v Crnem so precej bolj, so aktivistične v smislu temu nekemu samoniklemu pomenu, čeprav njihovo dojemanje strani novejših generacij aktivistov se tudi pač je neka kritika na način, kako se one organizirajo, ampak obenem v primerjavi z ostalim, kar smo do zdaj omenili, delujejo pač bolj na tej neki aktivistični ravni, čeprav tudi dosti knjig so objavljale, ampak manj je ta neka intelektualna, recimo, nota v primerjavi z, ne vem, pač Črna Gora, ki smo prej omenjali. Tako da to je ena taka stvar, aktivne so tudi do danes. Zdaj tukaj se naveda samo par akcij v času vojn, ker pač so bile masovne tudi. Tale Crni flor je zelo znana v bistvu in se povsod pojavlja, ker je 10.000 ljudi iz Terazije do Slavije razvleklo eno črno tkanino, ampak dejstvo je, da tukaj je v bistvu več različnih strank mobiliziralo ljudi, zaradi tega, ker takrat so bile v bistvu tudi volitve, pa so na ta način opozicijske stranke v bistvu so javljali ljudem, da najrajše ne gredo na Miloševićeve volitve, ampak naj gredo rajš na Crni flor. Ime tega performansa v bistvu in ideja za to je prišla strani Zorana Đinđića. Obenem potekajo razni mirovni karavani, koncerti, performansi in podobno, tiskajo se pamfleti. Jaz sem tukaj dala še preko zidova Nacionalizma Majrata. To je v bistvu pač anarhisti iz celega Balkana v bistvu, ki sodelujo pri tem, kakor jaz razumem, je pa v Italiji se tiskal ta pamflet in potem se povsod tlačil, kakor se je dalo po Jugoslaviji, kadar se je dalo. Se je dalo, no. Druga stvar pa je v bistvu v Sarajevu, na kar sem se najmanj zadržala, zaradi tega, ker to bi moglo vzeti pač eno posebno predavanje, bi moglo samo v to smer iti, ampak Sartre, Sarajevski ratni teater, dosti enih kulturnih dogodkov v času vojne, to je zelo znana stvar, koncerti za mir, gledališča pod zemljo, pač vse je nekako underground. Zgradili so ljudje tudi nek tunel, skozi katerega so si v bistvu tudi pošiljali pomoč drugim humanitarno, obenem pa tudi v znaku solidarnosti je 41, mislim, da aktivistov tudi šlo v Sarajevo iz tujine, da bi obiskali svoje kolege aktiviste. Prve žrtve so protivojne aktivistke, ki so bile ravno takrat na mitingu. Na mitingu je bilo 40.000 ljudi. Na prvi sliki je Crni flor, na drugi sliki je Sarajevski ratni teater. Potem pa je še novejši v bistvu reprint preko zidova Nacionalizma Majrata. Kot rečeno, v Črni Gori so bile stranke tiste, ki so predvodili, načeloma je bila v ospredju vedno Liberalna zveza Črne Gore. Niso pa bili edini, tudi razna civilna združenja so to počela, poleg ljudi med sabo sami folk od spodaj, pač so tudi te neke, kakorkoli so že bili organizirani, Študentska liga za mir in podobno, društvo novinarjev, pač so se nekako aktivirali in so organizirali razne proteste. Po večini je bilo pa to, kar se tiče nekih akcij, ki so jih počeli, pa tudi koncerti, mitingi. Ena izmed takih pomembnejših izjav solidarnosti, ki se je zgodila v Sarajevu na Jutrevem koncertu za mir, ko so prišli študenti prava iz Črne Gore in so povedali, da pač njim ni v interesu biti v vojni, da hočejo Jugoslaviji pomagati in tudi Črni Gori na konstruktiven način in da odbijajo iti v bratomorni rat.
Če se pa preselimo zdaj do Metelkove, mirovno gibanje oziroma mirovni inštitut. Mirovno gibanje v bistvu je najprej delovalo, kakor sem govorila z aktivistkami iz teh časov in iz tega gibanja, v podjetju Mikroada, ki je bilo v bistvu tisto podjetje, kjer je bilo zaplenjen dokument, vojaška tajna iz leta 89. V Mikroadi je deloval Janša, pa tudi Marko Hren, ki je bil eden izmed ključnih akterjev znotraj mirovnega gibanja. Seveda pa zadeva ima svoje korenine že od prej. Gre za sekcijo Sociološkega društva za preučevanje družbenih gibanj, tu so se ljudje spoznavali, potem v bistvu tudi različne mirovne akcije tekom 80-ih. Navedla sem za primer samo eno, ko je neka, mislim, da ruska letalonosilka prišla v Koper, pa so šli protestirati. Tako da to je bilo vedno, proti teh ladij, ki prenašajo orožje. Obenem pa ja, tudi delovna skupina za mirovna gibanja znotraj ZSMS-ja, sekcija za kulturo miru Škuc. Načeloma je to ni veliko ljudi, ki so bili aktivni znotraj teh gibanj, samo da pač v bistvu je to tudi spreminjalo malenkost formo. Tako da na neki točki v bistvu se ustanovi Zavod Mirovni inštitut in tudi mreža za Metelkovo, ki si jo štejejo kot en tak utopični, torej recimo temu prostor, torej nek prostor svobode, ki naj bi bil pač vezan na mirovno gibanje. Veliko so delali in pisali razne neke deklaracije za mir, člani predsedstva so podpisovali deklaracijo za mir, potem so komentarji, da noben ni zares vedel, kaj naj s tem. In nekako razvili so alternativni koncept varnosti države, AGMVU, neka kratica. Jaz nisem našla, kaj točno naj bi zdaj tak alternativni koncept varnosti države pomenil. Zanimivo pa je, da v bistvu kakor poved Marka Hrena, ko se samo o zgodovini, nekako lastne začetke oziroma lastno inspiracijo zaokroži okrog pacifističnega manifesta Jureta Detele, ki pač je sodeloval z Markom Hrenom. Potem je bil še skratka, komisija za mirovno politiko v skupščini, ki se ustanovi, v kateri so pošiljali pisma ves čas, pa deklaracije, pa dokumente. Ena izmed zanimivih je tudi ta Slovenija odpravi vojaški aparat, to geslo, ki so ga uporabljali, ker so povsod predstavljali v bistvu en paralelno stvar, ki so jo furali, in to je ta pobuda za demilitarizacijo. In seveda tudi oni so nekako proizvajali informativne biltene, ki so tudi spreminjali ime skozi čas. Zbirali so tudi podpise za deklaracijo za mir. Ampak kritika v bistvu aktivistov iz ostalega, torej postjugoslovanskega prostora, je pa nekako, da v bistvu te aktivnosti so bile še vedno nekako vezane le na to, da Slovenija ne želi svoje odločitve, torej skozi orožje uresničevati, ampak da v bistvu vse nekako mirovno gibanje, da je nekako še vedno sfokusirano samo na Slovenijo, čeprav sami mirovniki pa izjavljajo, da v bistvu so veliko delali na tem, da se internacionalizira celoten jugoslovanski konflikt. Obstaja tudi ena razlika, določeni akterji iz teh časov so nekako bolj pomirjeni s tem, da gre za neko civilno družbo, nekateri pa se močno protivijo proti temu. En tak je Tonči Kuzmanič, ki je bil dosti aktiven od samega začetka, ki pa potem nadaljuje v drugo smer in pač se nekako loti drugačnih aktivnosti, ki so vezani bolj na politično delovanje, zaradi tega, ker je Arentovec. Leta 92 se gibanje odloči za samoukinitev, ostane torej mirovni inštitut, ampak gibanje se samo ukine v smislu ponovno, kot pravijo sami aktivisti, vezano je na to, da so se počutili brez kakršnekoli vloge, saj je bila sama njihova naloga, naj bi se ta konflikt v vojni, torej da ne pride do vojne, da pač enostavno se je to izpelo v napačno smer.
Obenem pa je prišlo tudi do konfliktov med samimi sodelujočimi znotraj mirovnega gibanja. Zdaj, vsi so bili nekako povezani z War Resisters International, dosti je tudi European Nuclear Disarmament Movement, East-West Dialogue Network, Helsinki Citizens Assembly, pač to so neke te večje organizacije, recimo War Resisters International je že od leta 21, se mi zdi, ali nekaj tasga, leta 24 imajo prvo konferenco, torej že zelo dolgo nazaj v bistvu se vzpostavijo preko nekih dosti tudi na neki točki takih duhovnih v bistvu ideologij oziroma nekega razmišljanja skozi duhovnost, skratka, dosti tudi na neki točki Gandijevsko potegne, zaradi tega, ker dosti ljudi gre v Indijo in tudi te mirovniki iz Slovenije so imeli namen, da grejo v Indijo in da tam se učijo o nenasilju. Nenasilje je pa ena paradigma, ki v bistvu se vplete v cela ta 90-ta. In je del, torej ni samo proti vojni, okupaciji, ne, pač v bistvu gre dosti tudi za sam, ta dikcija je pomembna, ne, gre tudi za nenasilne metode. Ne. In tle je še veliko za povedati, ampak bomo šli naprej, pa bomo pol se pogovarjali, če je treba. Ker pač je to zdaj prišlo iz Zahoda, je to nek namen, da bi se pacifizirala lokalna populacija, da ne bi razmišljali politično, da se ne bi organizirali zares, ne, pač to je ena izmed teh dilem. Tukaj je zanimiv Tonči Kuzmanič, ki se ga prej upeljala v debato zaradi tega, ker locira eno spremembo ne samo stanja, v smislu tega, da če v 80-ih bilo nekako samoumevno biti mirovnik, v 90-ih postaja zadeva lunatična, se jih torej jemlje drugače. Podobna stvar je tudi glede jezika in on temu reče, da se gre iz kardeljevščine v latovščino, v smislu, da se vpeljajo peacemaking, peace building, peacekeeping in podobno. Dosti enega takega družboslovnega jezika naj bi se vpeljalo, ki ne pomeni zares veliko. Druga stvar, ki jo locira kot en tak prelom, je pa tudi NATO referendum, kot obrat v smislu, da vkolikor se to zgodi in vkolikor pač se gre v NATO oziroma bolje povedano, vkolikor NATO vstopi v Slovenijo, kot pravijo nekateri aktivisti, torej ne vstopi v Slovenijo v NATO, ampak NATO je vstopil v Slovenijo, je to pač ena točka, od katere nema povratka oziroma se ne moremo vrniti. In skratka, pol v bistvu on razvija neko svojo misel, ampak ja, je pač ta nek prelom, ki ga on v bistvu diagnosticira, da pač potem v bistvu bomo vpeti v to neko NATO logiko delovanja in razmišljanja in bo zelo težko se v bistvu odpeti od tega. Partnership for Peace je tudi NATO imel, Makedonija je bila članica Partnerstva za mir. To pomeni, da v bistvu so bile baze trening za vojake NATO v Krivolaku. To pomeni, da v bistvu je Makedonija tudi potem na neki točki pošiljala svojo vojsko v Irak in podobno, nič drugega ne pomeni. Naj bi se pa s tem Makedoniji garantirala stabilnost. No, ampak ja, če smo že pri stabilni Sloveniji, tukaj v bistvu ja, je dosti enega razmišljanja zdaj na temo, kaj vse to pomenilo, to mirovno gibanje, kaj se z njim zgodilo. Mirovni inštitut sam sebe tudi reflektira. Jaz sem tukaj dala samo par nekih razmišljanj v smislu tega, da kako se je v bistvu utemeljevalo slovensko samostojnost in zakaj z zmago Slovenske vojske, zakaj ne preko nenasilnega upora ljudstva, ampak ali si to želimo zdaj. Skratka, veliko različnih pogledov na eno in isto gibanje, zato ker pač veliko različnih enostavno mišljenj in veliko različnih agend je bilo tudi znotraj tega gibanja. To ni bilo eno gibanje. Pač več različnih karakterjev je sodelovalo pri celi tej zadevi. Kritike na mirovno gibanje je v bistvu, da so tudi pač oni enostavno pač osamosvojitelji, ne? Tako kot vsi ostali osamosvojitelji. Zdaj, načeloma, zanimiva je Marta Gregorčič, zakaj? Zaradi tega, ker v svoji kritiki oziroma v svoji refleksiji nekako vpelje tudi združitev, torej in tega nekega duhovnega, tako imenovanega, in kritika sodobnega kapitalizma v neko
odpravljanje vojaške miselnosti v celoti in seveda materialno odpravljanje vseh vojaških struktur in je tu neizprosna. Podobno pa tudi v bistvu Kuzmanič na neki točki izjavi, da konceptualni poskus nasprotovanja vsemu, to zdaj berem, kjer je zanimivo, konceptualni poskus nasprotovanja vsemu, kar je na ta ali oni način povezano z vojaškim in z vsem tistim, kar vojaško generira ali utegne generirati, od orodij in orožij preko miselnih vzorcev, ki vojaško proizvajajo. Ne samo vojaško v neposrednem smislu, temveč vojaško kot možnost in način gledanja oziroma urejanja družbenih političnih odnosov, vključno z odnosi ljudi do narave. Tako da je to neka taka celosten pogled na to, kaj to pomeni in pač reče v bistvu, da namesto opcije vojna, mir je zanimiva tu demilitarizacija, zaradi tega, ker naj bi bila en tak proces v bistvu. V tujini temu rečejo zdaj unwar, to je zdaj trendi. Kako konstantno biti v tem unwar mindsetu, ne, v takšni miselnosti. Skratka, civilno služenje vojaškega roka je pa nekaj, za kar so drugi mirovniki pač poskušali, nekako so to upeljati, namesto da se gre v vojsko. Zdaj, je bila to dobra ideja ali slaba, je odprto vprašanje. Načeloma pa takrat, v tem času je pa veljalo, da v bistvu takšni predlogi so lahko tudi dojeti kot napad na vse, kar je socialistično, ne? Kot en del te širše fronte. Zakaj ne bi pač se šlo v vojsko? Zakaj se ne bi šlo v JLA, recimo, ne? In ta JLA je tudi za dosti enih familij je bilo skozi noč nekako so morali preusmeriti oziroma totalno razsuti in na novo sestaviti svoje mišljenje, zaradi tega, ker v bistvu za dosti enih familij je bilo čast, da se gre v JLA, da si ti tam služiš, da si v vojski, pa kar naenkrat v bistvu nisi več smel iti, država te kliče. In nekateri aktivisti pravijo, da ravno tukaj je bila v bistvu najpomembna linija mirovnih gibanj vseh, da v bistvu lahko rečejo ljudem, da jih podprejo v teh odločitvah, v tem dvomu in da jim rečejo, ja, lahko tudi, ne greš, to ni več ta ista država, ki te pošilja na fronto, ne. Zdaj, jaz skačem veliko, ne, ena izmed večjih akcij je ne NATO, mir nam dajte, tudi dosti pozgodovinjena. Tole je zelo zanimivo Ljubljanski grad, kot ena izmed takih zelo vidnih v bistvu akcij. Sama organizacije je velik, iz strani različnih skupin aktivistov. Ta druga slikica je pa v bistvu Makedonija, torej en pamflet, ki se je tudi talal po Makedoniji takrat v tem času, tudi zelo NATO ni bil popularen. Predvsem tudi zaradi tega, ker v bistvu ljudje so leta 1999, ko je potekalo bombardiranje na Beograd, niso mogli veliko narediti in so se nemočno. In nekako od tukaj v bistvu nekako se ta alergija do NATO razvije, čeprav tudi prej so ljudje skeptični, ker je to pač vojna mašinerija. Zdaj pa, če se vrnem na Slovenijo, gibanje proti NATO, ko NATO vstopi v Slovenijo, nekako širše gledano v bistvu tudi hkrati se dogaja, torej ni nujno, da je preusmeritev gibanj toliko, koliko pač paralelno se dogaja še en kup drugih dogodkov, zgodovinskih, relevantnih, med drugim tudi Seattle, napadi na Irak, 9/11 ga sploh nisem omenjala, kjer dobi v bistvu ne samo anarhizem novo poglavje, ampak tudi nasploh pač neko samoorganiziranje od spodaj in tudi represija seveda pač postane neka čisto druga zgodba. Tukaj nisem še omenila niti urad za intervencije, kjer se pač aktivira dosti nekih spet različne generacije v bistvu aktivistov. Proti temu srečanju Bush-Putin gredo protestirati in tukaj spet Tonči Kuzmanič gre pogledat, pa pravi, da v bistvu je to bilo zelo interesantno iz vidika represivnega aparata in kako drugače so prišli policisti in kakšne drugačne formacije so imeli in kako
uniforme so čez druge in pač da tukaj se že čuti v bistvu neka zaostritev, no, v primerjavi s tem, kar je pač Tonči Kuzmanič bil vajen. Ena izmed relevantnejših akcij je tudi akcija Živi ščit v Iraku. To je nek bivši marinc iz Amerike, ki je nekako zagnal, pa ne samo on, ampak v bistvu tukaj cela mašinerija se aktivira, da pač več tisoč ljudi gre v Irak in v bistvu se tam postavi in tam so, zato da pač se te neke placi, kjer ljudje se postavijo, da naj ne bi bili bombardirani. V samem začetku v bistvu Slovenije ni, oziroma Balkana ni bilo, ta karavana torej naj bi šla po Evropi, ampak naj ne bi šla mimo Balkana, ampak v bistvu 4 aktivisti gredo iz Slovenije in se poimenujejo pač Balkan skupina, ne. In v bistvu kdor želi, lahko posluša na Radiu Študent izjave Erika Valenčiča, ki je bil eden izmed tistih ljudi, ki so šli tja. Parole so enake, ne v našem imenu. Je pa, kar mi je uspelo razbrati iz pričevanj, da seveda tukaj je bilo veliko enih konfrontacij, neke notranje dinamike kot povsod pri takšnih kritičnih situacijah. Folk se krega, skratka, tudi ta organizator, ta Kenneth, je potem v bistvu ga delno pač izvižgajo. Ampak ja, kar je pa zanimivo je to, da naj bi delovalo, v smislu tega, da pač naj res ne bi prišlo do bombardiranja tam, kjer so ljudje šli s svojimi lastnimi telesi. In tudi še vedno mislim, da obstaja, mislim, ok, zdaj ne, ampak do pred kratkim je obstajala tudi ta opcija, da se v Palestino gre in potem si tam na Zahodnem bregu po večini skupaj z familijami, zato da se jih pač naj se jih ne bi pol pretepalo in hapsilo in podobno, ampak to ni bilo toliko uspešno. Skratka, Izrael je pač svoje dobival dostikrat. Ena izmed stvari, ki smo jih občasno tu in tam omenili, je bilo, kako je to vse skupaj potekalo v Makedoniji, zdaj pa pač en tak malo jasnejši okvir. Spomladi in poleti leta 1991 so Makedonce pač poslali, nekateri so tudi poginili v vojnah, ampak nekako Kiro Gligorov, takratni predsednik, se odloči, da prevzame nek mirovni plan, ki ga je sicer zagovarjala ena majhna skupina lokalnih mirovnikov v Makedoniji. In potem ta plan v bistvu državne elite predelajo in skupaj z Alijem Izetbegovićem promovirajo potem nekako širše znotraj vrhov političnih ta mirovni predlog, ki pade. Kar pa se zgodi z Makedonijo je to, da v bistvu je JLA prišla in vzela vse, kar je hotela vzeti. Makedonske enote so to dvignile roke in so vse pustile. En aktivist pravi, da reakcija je bila jebeš te tanke in da nobeno življenje ni vredno tega. Kupili bomo že tanke in pač tega, da ne potrebujemo. Torej so začeli že, je bilo že jasno, da pač bojo žrtve padale. Drugače pa je bila ena skupina aktivistov, ki je bila aktivna. Oni so bili že od 80-ih nekako, konec 80-ih so se zbirali najprej od zunaj, ker pač ni bilo prostorov, potem pa s časom tudi po stanovanjih, potem pa s časom v bistvu zadeva nekako pride tudi do svojih prostorov. Ta skupina deluje predvsem kot tiskajo različne knjige in pamflete, nekatere stvari prevajajo, ki niso nikoli bile prevedene, zaradi tega, ker tam pač nisi mogel brati nekih velikih imen filozofije, teorije, zgodovine, politične teorije, dekolonizacije, nič od tega ni bilo zares prisotno. In oni so v bistvu prvi, ki so prevajali veliko enih kultnih, relevantnih literarnih in političnih del. So pa znotraj vojne bili aktivni skupaj z skupino Škart iz Beograda, kot rečeno, šli so na teren, šli so tudi v Sarajevo, vzdrževali so kontakte, to je večina tega dela je bila to, da se vzdržuje kontakte, da se ljudje najdejo med sabo. Obenem pa so šli v begunske kempe, ki so v Makedoniji bili katastrofalni v tem času. Dosti so se ukvarjali z otroci, ker se res zelo malo ljudi se je ukvarjalo z otroci.
In tudi Bosna je v bistvu potem nekako doživela isto v smislu tega, da sem jaz nekaj iztaknila. V smislu tega, da Ne, se bo sam kabel je slab. prav imaš. No, skratka, v bistvu v Bosni pa otroci posiljenih žensk, ne? Tukaj pač se potem veliko enih združenj se ne ukvarja s tem in potem šele s časoma v bistvu dosti njih se tudi samo organizira, ko malo odrastejo, ko ugotovijo, kaj se je dogajalo. In se potem soorganizirajo med sabo. Veliko tega je pa seveda v sklopu tega civilne družbe, ne? Torej NGO-jevstvo, ki potem nastopi. Skratka, v Skopju, ja, v glavnem človek pravi, ko so se vozili v Mostar, pravi, in potem sem videl prvi mobilni telefon, ne vem, kdo ga je financiral, ali Soros, ali kdo drug, bil je nek tip z avtom, pač ni bilo mobilnih telefonov, res je bilo, problem je bil, no, pač pridete v stik in dosti enih dvomov se je v bistvu se je vzbujalo, no, med ljudmi, ni bilo toliko zaupanja, vedno. Soros je pa naredil tudi svoje, zato da pač tega ni toliko, ne. Ko se je pa vojna končala, ja, pač so začeli obnavljati te kulturne vezi. Zdaj, ena zanimiva stvar, ki se zgodi v Makedoniji, bom jo omenila zdajle, ker smo že proti koncu se gibljamo. Skratka, v Makedoniji pač je nekako so določene težave medetničnega karakterja dostikrat in bile in so še vedno. Tukaj nekega večjega mirovnega gibanja ni bilo do pred kratkim, ko v bistvu se ta nekako ta ista mirovna iniciativa, ki sicer v bistvu deluje že dolgo, nekako aktivira še močneje po konfliktu oboroženem oziroma vojni leta 2001. In tukaj v bistvu po tej vojni tudi nekako miselnost in neko to protivojno gibanje tudi med samimi ljudmi nekako v bistvu se začne čim več, se začne združevati v nekih neformalnih skupinah pacifistov, antimilitaristov in podobno. Dejstvo je pa, da v bistvu v Makedoniji je bila vedno neka želja državnega vrha, kateregakoli je prišel na oblast, da se gre v NATO, iz česar so se v bistvu ljudje začeli že malo norčevati. Po eni strani so vzeli zadevo resno, močno so protestirali proti pošiljanju makedonskih vojakov v Irak. Kakor sem se pogovarjala z aktivisti, je bilo rečeno, da v leta 2001 nismo nič mogli, premladi smo bili, glih, leta 1999 tudi nismo mogli nič, pa smo gledali, kako v Srbiji pač je bombardiranje NATO. Predtem pa sploh nismo mogli nič in zdaj je pač prišlo to, da lahko nekako se organiziramo med sabo. Dobivajo se v prostorih, ki pa vmes organizira v bistvu tista skupina odprej, ki se v 90-ih ukvarja s tisto tiskarsko dejavnostjo, tako da oni omogočijo njim nekako pač prostor, ne, srečevanja, fizični. In tukaj se nekako formira iniciativa Ne pije me nafta, kar po makedonsko pomeni ne me delati norca, no, v tem smislu, pač pijem vodo, ne pijem nafto, ne. In so to izkoristili v bistvu pač ta nek lokalni quote, ne, da pač kampanjo poimenuje na ta način. Poskušali so tudi kontraargumente vzpostaviti, državna politika je trdila, da naša zemlja bo varna v NATO, oni so pa rekli, z NATO ali brez NATO, NATO garantira našo varnost. Če so vse zemlje okrog nas članice NATO, pač potem očitno smo varni, ali kaj. Večina teh debat se pa v bistvu odvija na blogosferi, tako poimenovani. Pač te skupine v bistvu organizirajo potem tudi peticijo, poimenujejo Ne pijemo nafta, začenjajo delati eno tako močnejšo kampanjo, na začetku gre zadeva zelo počasi, potem v zadnjih mesecih kampanje pa v bistvu veliko ljudi tudi podpiše to peticijo. Država pa je poslala takrat dvojno več vojakov v Irak.
Debate v tej blogosferi, kjer so se ljudje dosti njih tudi ni, najceneje, da si doma pa na kompu pa se pogovarjaš z folkom. V glavnem, dosti njih so v bistvu tudi imeli to neko razklanost, ali je v Afganistan legalno pošiljati vojake, ker pa ta misija pa ima dovoljenje Združenih narodov, za razliko od Iraka. Torej imaš folk, ki je v bistvu bil proti temu, da se pošilja vojake v Irak, ampak Afganistan pa lahko. Tako da to pa unim ta drugim pa ni šlo v račun, tako da tle so se dosti kregali. In ta neka intenca vsakokratne politike makedonske, da gre v NATO, za vsako ceno so poimenovali monomanični militarizem. Tako da to, njihove aktivnosti so bile vezane po večini, tako kot vsa ostala gibanja, neka demistifikacija nekih povezav, ki se jih dela, tako kot Črnogorci so demistificirali na način, da so govorili, kako v bistvu junaštvo črnogorsko pač ne pomeni. Pomeni v bistvu zdaj trenutno, da ne greš v rat, tako tudi tukaj. Država je govorila, kako zaradi konflikta leta 2001 je zdaj smiselno, da mi čim prej gremo v NATO, da ne bomo več doživljali oboroženih spopadov. Po drugi strani pa bi verjetno, kot trdijo aktivisti, bilo tako, da bi se v primeru notranjih konfliktov pač zadeva pustila svojemu toku, zaradi tega, ker pač NATO tle nima ingerenc, ker to so vse notranje, torej makedonske oborožene sile. Ena izmed takih bolj zanimivih člankov, ki se je pojavil, je Makedonija sponzoruša, zaradi tega, ker v bistvu vsi politiki so bili polna usta so imeli tega, kako je v bistvu ZDA in NATO so naš največji sponzor, Amerika sponzorira Makedonijo, ne. In potem te so se pa posmehovali, da je pač Makedonija sponzoruša. Jaz sem res na hitro preletela zadevo. Res sem to v zelo kratkem času mogla pripraviti. Izpustila sem en kup stvari in prosim, dajte dopolniti vse, kar sem pustila, zato da gre v zgodovino, da se zapiše. In je to. Najlepša hvala, Saša. Ja, nič. Kot sem povedala, čas za debato je tema, za katero vemo, da ima mnogo potenciala za aktualizacijo. Tako da odpiram oder in če imate kakšno vprašanje, komentar, postavite za roko. Ja, me zanima, kako je pač država oziroma vlada reagirala na ta gibanja in kako so bila sprejeta, ker bi si predstavljal, da so v veliki meri pač govorila proti temu, kaj je država vodila, mogoče še v času Jugoslavije. Ja, nekakšna reakcija, pa če so jih zatirala. Mislim, žene v crnom, recimo konkretno, folk jih pljuva na ulici, ne rabiš mislim tako, dosti ene represije iz vseh strani. Zdaj ne vem, za katero državo točno ne govorim, ampak nasploh bi rekla, da v bistvu tam, kjer so se postavili aktivisti, mislim, če začnemo iz slovenskega primera, pa zdaj, če začnem od danes za nazaj, represija strani države je prisotna, zato ker pač vsem našim državam je v interesu pumpati to industrijo. In je represija od samega začetka bila prisotna. S to razliko, da kot pravijo aktivisti, zdaj pa tukaj pa tudi ta problem in nehvaležnost te teme, da v bistvu obdelati veliko različnih generacij, zahteva veliko različnih kontekstualizacij časa, ne. Kot pravi, recimo ta je zdaj iz 80-ih, da v 80-ih smo pa je bilo recimo dosti represije, ampak povsem na drugačen način, ne. To, kar Tonči reče, ne, da tam, ko so Uzi protestirali, da je opazil nek drug vibe, ne, v zraku, v smislu tega, da enostavno zadeva diši že po, kako se reče ruthless po slovensko, ja, tako ja, po možnosti neke neusmiljene represije. Zdaj pač žene v crnom so bile tudi precej iz vseh strani napadane. Zanimivo je to, da v bistvu
Za Makedonijo nisem točno prepričana, ker v bistvu zelo pozno tudi začnejo. Ne? In druga stvar, ki je zanimiva, je to, da v bistvu ves čas nekako poskušajo imeti debato s tem nekim državnim vrhom oziroma strankami na protestih, pa policija kot policija, pač neumno delajo probleme. Ne? Pač poskušajo tudi nekako miren shod v bistvu narediti, da ne bo miren preko različnih metod. Zdaj pa druga stvar je tudi, ki sem jo hotela omeniti in ne, če se bom spomnila, ker sem jo zdaj pozabila, ampak je bila nekaj vezana na tudi na Srbijo, v bistvu se mi zdi. Mislim, te infiltrirani policisti so bili tudi dosti prisotni, tako da represija lahko tudi v tej obliki pride. Ne? Dosti se je tudi vedelo, ampak načeloma pa ja, je ta neka razlika, no? Da pač v 80-ih, zdaj se spomnila. Takrat, ko so policisti v bistvu nekaj profesorjev, že konc 70-ih je to v bistvu, pa 80-ih, ko je več procesov je sicer, ampak eden izmed njih je, ko privedejo profesorja, ki govorijo proti partiji. Ne? In tukaj v bistvu je treba res malo praskati, zaradi tega, ker ne zgodi se to kar tako in kar takoj, ampak nekaj časa, recimo, da se ti ljudje dobivajo v nekih stanovanjih in šele potem, ko Džilas pride, šele takrat v bistvu oblasti odreagirajo, ker pač z Džilasom tukaj neka črta se postavlja. Ne? Tako da zdaj tudi te ljudi, ki so dosti krat pohapsili takrat, niso bili po tistem členu ne vem, recimo ta nek verbalni delikt ali pa kakršnikoli miselni delikt, nič takega, ampak v bistvu neko organiziranje napač. Mislim, tako ni nujno, da so te lahko tudi represirali na podlagi tega, kar si počel, ampak na podlagi nečesa drugega. Ne? Tako dosti enih aktivistov, zdaj meni se zdi, da je Hrvaška, ki so razlagali, da v bistvu brez džoba ostaneš. Poznajo se med sabo, pride tudi do tega, da v bistvu enostavno, če delaš kot novinar, te lahko tudi šikanirajo. Na različne načine v bistvu je represija bila prisotna. Poleg te neke izrecne, izravne solzivca v faco in pač aresti. So jih sabotirali vse čas. Na razne načine, ja. Tu pa tam odvisno, kdaj je odvisno, katere neke so to bile te neke rdeče črte, ki so bile preko katere so stopali. Tudi odvisno od oblasti, ne? Mislim, v času Miloševića in Tudžmana ni bilo isto. Potem Žene v crnem, recimo, z njim se zgodi eno obrat. One v bistvu pravijo, da do takrat, ko je bil Milošević, je bilo grozno strani policije. Ne? Potem pa v bistvu se to obrne, pride do enega obrata, tam okrog smrti Đinđića, ko naredijo atentat, v bistvu se poveča represija na njih, ne, na Žene v crnem, potem pa, ko se pa zamenja, mislim, ko ni več Đinđića, pa nekako dobijo tudi celo policijsko podporo, v smislu tega, da pač zdaj policisti njih ščitijo od morebitnih pljuvalcev ali pa kdorkoli bi hotel pač teh aktivistk napast. Kar pa v bistvu je zdaj kritika na to, je, da v bistvu lahko govorimo o povečani militarizaciji okrog njih samih, ne, mirovnih aktivistk. Kaj so se izbrali policaji? Ja, sam kritike so takšne. Ne. Kdo jih je v klubu, kakšni nacionalisti pa desničarji? Ja. Dosti je tudi v Makedoniji, recimo, pač je zelo taka levo-desna scena, v smislu tega, da pač desna politika je tista, ki ki dosti deluje kot represivna do aktivistov, zaradi tega, ker ves čas se tukaj v bistvu vzdržuje skozi ta 90-ta, nekako poleg teh nekih liberalnih vzvodov in tudi neoliberalnih pri določenih gibanj, tudi ta neka kritika na gibanja, ki prihaja v smislu tega, da niso kritizirala tudi razred, ne, pač niso torej antikapitalistična, so samo mirovna, liberalna in podobno, pač kokar kero, ne, in kokar kdaj, ampak tudi to je res, ampak ja, da v bistvu
pač se vzdržuje, kakor to pač neka ta, temu so lepo napisali v eni knjigi, neke skupek vrednot levega političnega pola. To se je pač kakor ves čas vzdrževalo skozi tiste gibanja. Kar pač ima logiko. Še kakšno vprašanje? Ja. Prej si tudi malo omenila mirovno gibanje v Sloveniji pred odcepitvijo, ne? A je pač bilo retorično samo pač, mislim, vidna kritika, ne vem, vsiljevanja srpske hegemonije, Miloševićevega unitarizma, ali so tudi bili kritični do slovenskega nacionalizma in pač separatističnih teženj? Odlično. Ja, takole je, ne. V bistvu, kar je meni uspelo do zdaj razbrati, je to, da znotraj slovenskega mirovnega gibanja, tako kot sem rekla, to ni toliko enotno, kakor se zdi in kakor jaz moram o tem govoriti, zato da for the sake of hours of discussion, ampak poanta je v tem, da znotraj njih je dosti enega razkola med tem, kako se dojemajo stvari, ne. Zdaj pač, če govorimo o tem, kako se znotraj samega gibanja akterji zdaj na tej točki dojemajo za nazaj, vidimo veliko ene samokritike iz vidika sicer ne toliko nacionalizma, kakor tega sprejemanja nekih zahodnih in vrednot in metod in taktik in miselnosti in vse živo fondov in tako dalje. Znotraj torej tega, kar je bilo vprašanje, torej nacionalizem pa prihaja v bistvu dosti tudi od vzven, ne? Torej strani drugih mirovnih gibanj do slovenskega mirovnega gibanja, da je delovalo kot samo sebi namen. In tudi aktivisti mirovnega gibanja se sebe vidijo, oziroma nekatere izmed njih vidijo kot akterji tega osamosvojitvenega in tega tudi delno nacionalno, nek primat tega pač, da se vzpostavi Slovenija kot samostojna država in podobno. Tako da zdaj pač nacionalizem tak kot tak nisem toliko zasledila, da bi bil omenjen, ampak če pa gledamo Srbijo recimo, ne, Žene v crnom so a priori v štartu že pravijo, da glavni krivec za vojno je v bistvu srbski nacionalizem, ne. In potem one doživljajo kritiko, da jim ni zadosti mar za srbske, za Srbe, ne, za njihove ljudi, ne, recimo njihove, ne. Sfarun pa te po drugi strani Ark pa dosti delujejo kot, kritizirajo jih kot nostalgičarji Jugoslovani. Slovenski aktivisti, če se vrnem, mislim, da skozi čas v bistvu šele začenja ta neko videnje na njih kot akterji pač tega, veliki akterji tudi tega, ampak predvsem pa moram še pogledati globlje v to stvar, no. Če jih je kdo takrat že kritiziral, ne, kot da bi imeli nacionalistične tendence. Ja? Zanima me na Hrvaškem, kakšen je bil odnos med liberalnimi strankami in gibanji in tem mirovnim gibanjem? Je bilo to predvsem liberalno gibanje ali je imelo to neko pač bolj antikapitalistično levičarsko noto? V katerem času? V 90-ih, ne? Ja. Mislim zdaj, med liberalnimi strankami in gibanji. Ja, dobro vprašanje. Mislim, antikapitalistično takrat malo ni bila neka toliko prisotna v bistvu, recimo temu, se temu reče slogan oziroma neka ideja, ne. Bilo je, seveda med tistimi, ki so res pač delovali od spodaj, če si ti recimo, ne vem, znotraj nekih krogov, ki so politično že bili aktivni od prej, ali pa ne vem, če si znotraj nekih, tisti, ki so vzdrževali, pač seveda tole anarhisti, komunisti, pač ne, tisti so lahko, pač malo mogoče videli, v katero smer gre stvar in jim je bilo jasno, ampak zdaj, če govorimo o vseh teh akterjih širše, pač tle enostavno tudi liberalno zares ni bilo nekaj
o čemer se je govorilo. Ne. Dosti teh ljudi enostavno je delovalo v času nekega kriznega dogajanja in pač veliko tega je bilo pač humanitarni aktivizem, če tako zdaj mi gledamo iz te naše perspektive. Kako je bilo pa s strankami? Jaz sem zdajle malo med tem, ko sem razlagala ta buffer, sem brskala po spominu, če se kaj spomnim in v bistvu nisem toliko se še poglabljala v to, da bi vedela, kakšen je bil odnos. Če pa se kaj spomnim, bom povedala. Zdaj skočim na hitro z enim vprašanjem, vezanim na Makedonijo. Zdaj, če se prav spomnim, Makedonija je par let nazaj dokončno pristala v NATO, ne? 2020. A je to proti NATO gibanje nekako ohranjalo svoj nagon vseh skoraj 20 let od nastanka, kljub temu, da so nastale relativno pozno, ali je na eni točki debata proti NATO v celoti zamrla v Makedoniji? Mislim, debata proti NATO je, ampak se je v bistvu že takrat je bilo nekako vse te ljudje, ki sem jih omenila, so v bistvu pol nekako šli še korak naprej, v smislu tega, da so se aktivirali glede različnih drugih, torej družbeno-političnih vprašanj. In obstajala je neka tendenca med njimi, da se organizirajo politično in potem so se organizirali najprej v Lenka, Solidarnost, potem pa v bistvu na neki točki to gre v stranko Levica. Nekateri izmed njih. Nekateri drugi izmed njih, naprimer, mislim, tu potem pride do enkupenih kombinacij in problemov, ampak skratka, proti NATO pa konkretno znotraj teh organizacij, ki nastanejo, ja, kot ena izmed točk. Ampak v bistvu tukaj nastane že tak malo širši preboj, več folka se politizira, več folka se organizira, odpirajo se še vprašanja antikapitalizma, antiimperializma, ne vem česa. Ne, zdaj s Kosovo tukaj nisem omenila, ampak ker sem zdaj omenila antiimperializem in antikolonializem, sem se spomnila v bistvu na to, da na Kosovem je pa potekala zadeva tako, da v bistvu te, ki so zdaj na oblasti, so tisti, ki so bili od spodaj nekoč. Ne? In pač tam so bili te mirovni neki protesti in Ibrahim Rugova, ne, ki je bil pač tak Gandhi njihov, ne, pač so v bistvu dosti uporabljali celo to logiko, ne, njihovo so bazirali na antikolonializem, ne, v odnosu do Jugoslavije, še posebej potem kasneje, konec 90-ih in začetek in cela 90-ta v bistvu. No? In potem zdaj iz teh redov nastane na Kosovem, seveda so mirovne iniciative, načeloma so to ponovno, kot rečeno, ženske iniciative, ženske za mir, ki se organizirajo, ampak po drugi strani pa je ta problem, da v bistvu ti imaš neko politiko, ki pa postane vladajoča politika, ki je vso besedišče tega antiimperializma, kolonializma pravzaprav zauzela. Tako da zdaj je v bistvu to problem za ta gibanja, ki zdaj se dogajajo, ne, na Kosovem, ker nimajo zares orodij, kako ravnati. Ne. Besedišče so vzeli, ne, pač tako dosti dobro znajo, kako delujejo stvari na ulicah, kako se organizirajo protesti, kako se zoperstavljaš nekemu, ne vem, aparatu oblasti in podobno, nekim vojnam, pač so obveščeni o vsem, zaradi tega, ker so štartali od spodaj. In je to ena taka zanimiva reč, s katero se zdaj trenutno bojujejo aktivisti, ne, konkretno od spodaj. Ena izmed stvari, ki pa je tudi zelo relevantna, zakaj so vse te skupine bile, mislim, jaz sem poskušala malo opomniti, da pač to ni zdaj neka linearna reč in da tukaj v bistvu so in različne generacije, ki se prepletajo in valovi tudi, ki niso isto kot politične generacije in da v bistvu mesto vstopa in izstopa iz politiko je dokaj nejasno dostikrat. Ampak je pa dejstvo to, da te ljudje so se mogli učiti, kako se organizirati politično, kako organizirati proteste. Vedno znova v bistvu se nekdo uči, ne, kako politično delovati in to je ena stvar, ki je neka konstanta, iz katere je lažje kritizirati, da je pač iz naše perspektive. Mogoče kakšne stvari so se res v bistvu dosti razbile, tako da zdaj imamo in antikapitalizem. Vsi takrat je tudi bil, sem pač
zdaj je tudi šel tam, kjer prej ni mogel biti. No. To. Še vprašanje? Ja, mene zanima v bistvu, kdaj se je začel ta trend NGO-ifikacije pač v tem prostoru in če je to sovpadalo v bistvu s tem, da je Open Society Foundation ponujal nek cash za mirovniška gibanja. Ali sta to dva ločena trenda, ki na neki točki se povežeta? Ja, Soros pride že v samem začetku. Torej, leto 91 Soros je že povsod. In on je že tle trka na vrata. V glavnem, tisti, ki so pa vzpostavili te centre, zdaj lahko bi rekli, mislim, NGO-izacija je ena stvar, ki lahko bi rekli, da že takrat počasi se nekako smuka, ne? Ampak dejstvo je, da v bistvu za mnoge od teh, mislim, zdaj, če govorimo o Bosni, ne, pač mi ne moremo govoriti že takoj o tem nekem trendu, zaradi tega, ker pač med tem, ko je vojna, trendov ni, pač ti nimaš tukaj. Makedonija tudi, dosta teh stvari je prihajalo z zamudo, folk se je mogel preživljati, 30% brezposelnost je bila tekom 90-ih let, folk je rabil šihte in torej v bistvu ta NGO-izacija je pomenila tudi, da tisti, ki so prej lahko nekaj delali, da lahko se preživljajo s tem, kar je zdaj problem in napačno in podobno, ampak če drugih služb ni in ti si zdaj doštudiral, da boš prevajal angleščino, makedonščino, to je bilo to, ne. Tudi izobrazba je tle relevantna, ne, ni samo NGO-izacija, ampak dosti teh aktivistov, ne vsi, ampak dosti teh aktivistov tudi so zelo izobraženi, ne, pač to je neka tudi srednjerazredna, recimo temu tako zadeva. Tisti, ki dobijo denar od Sorosa, so že vzpostavljeni, to so velika imena, že v tem času, ne. Ne vem, v Makedoniji Vladimir Milčin, pač to je en gledališki režiser, zelo, zelo prominentna osebnost, skratka. In so imeli pravico, da talajo denar in da s tem opolnomočajo ali pa zavračajo, ne, pač določene akcije in gibanja. Od vseh teh, ki sem jaz govorila z njimi, glede na to, da sem govorila s temi, ki so se institucionalizirali, vsi so bili del te mašinerije. Načeloma tam okrog 2000, še posebej, ko popustijo režimi v Srbiji in na Hrvaškem, prihaja do konkretnega izbruha, recimo temu, pač tega NGO-jstva, kuha se pa že od prej. V Bosni se potem pojavijo po vojni, tako je leta 95 neskončno enih skupin za mir in koeksistenco in kulturno, ne vem, kakšno učenje in sobivanje. In lokalna populacija na tem živi, zaradi tega, ker dosti tega je že tudi precej razrušeno, obenem pa mimo Sorosa se dogaja ena totalna, kot rečeno že v štartu, totalen razkroj, ki je pomenil, da v bistvu se fabrike zaprejo, noben folk ostaja že brez služb in pol nekako v bistvu, če ti tle nimaš nobene druge opcije, mislim, tako zelo solidno, paralelno v bistvu potekajo določeni procesi. Ampak ja, recimo, da zdaj odvisno o kateri regiji se pogovarjamo, Hrvaška bi lahko rekli, da mogoče malenkost prej, Slovenija tudi že prej, ampak Slovenija pa po drugi strani pa ima tudi skvot leta 93, ne. Tako da Makedonija ga še nima, ne, pač socialni center Dunja je dobival podpore strani pač različnih tudi fondacij. Druga stvar, ki jo pravijo makedonski aktivisti, je ta, da v bistvu ta Soros dajo denar, sploh tudi sam ni vedel, kam dajo, kaj dajo. Mislim tako, da pač enostavno niso lahko res delali, kar so hoteli s tem denarjem. Zdaj pa pač drugi pravijo, da v bistvu še vedno je to, da je zelo dobro vedel, kam daja denar in kaj ti ljudje so zmožni in česa niso zmožni. Tako da to pa je zdaj odprta debata še za ostale. Jaz več kot toliko ne vem. To je to, kar vem. Kakšno vprašanje? Komentar? Če ne, mislim, da je dobra ura, da zaključimo. Saša, najlepša hvala. Predavanje za prihodnji teden bo pa napovedano v kratkem in upam, da se vidimo še do junija, če se ne motim, ne? Ja. Okay.